Plužna vozila ljubljanske baze so bila v pripravljenosti že od zgodnjega jutra. Na pot se odpravimo z Andrejem. Plug pri Darsu vozi že skoraj 16 let. Tistim, ki trdijo, da zima zimske službe vedno preseneti, odgovarja: To ni res, ne. Mislim, da zima preseneti voznike. Niso opremljeni zimsko opremo, tempirani so, ob določeni uri morajo biti na določenem mestu. Ne le hitenje, tudi sama kultura vožnje bi lahko bila boljša, pravi Andrej. Nespameten manever je ujelo tudi oko naše kamere. Vse sorte se dogaja. Velikrat pa tist, ki te prehiteva, ga po čez 2 kilometra vidiš v jarku. Najpogostejši so manjši zdrsi ali celo trki. Zimske idile je bilo danes sicer bolj malo, a ljudje so kljub temu bili snega veseli. Komi čakali. Ja, smo ga zelo čakali, zaradi tamale predvsem. Tudi nerganja čez delo zimskih služb ni bilo slišati. Zjutraj so bile ceste še v redu. Ni bilo problem, tudi zdaj mislim, da ni. Je še pretoplo. Ni bilo toliko prst snega, ampak je močno snežilo. Zdaj ne vem, upam, da bo čisto zdaj, ko se vračam, ne. Za prihajati sem je bilo v redu. Tudi pločniki, kolesarske steze in prehodi za pešce so bili očiščeni. Vse pod kontrolo. Ja, sneg se topi, tako da se še posolimo in to je to. Letošnji prvi sneg, kot lahko vidimo, zimskih služb tokrat ni presenetil. Je pa za kar nekaj slabe volje poskrbela kar narava sama. Naravno, te nevšečnosti imamo v mislih. Za nekoga razlog za slabo voljo, za drugega veliko veselje. Pogumneži so se na pot podali celo s kolesom. Meni je čisto redo, da se me nič ne moti. Druge pač. To je del naše prijazne folklore, seveda, ne? Kar pa še ne pomeni, da to včasih ni res, ne? Zima je končno prišla, zato se v snegu na pot odpravite le z ustrezno zimsko opremo in veliko mero potrpljenja.